Ok, zdravo Gašper, evo, postavili smo, upam, da bo delovalo vse skupaj. Hvala ti, da si vzel čas. Tvoja pot je meni pač zanimiva, glede na to, da te poznam tudi od malo mlajših let. Pa bomo probala pač ugotoviti malo ali predstaviti tvoj pogled danes na nogomet pa vse skupaj. Eno od prvih vprašanj, ki si pogledal, ali pa tisto, kar bi se jaz pogovarjal, je kako zadržati, rečemo, ali pa uživati v zmagi, da ne preide v euforijo. Zdaj, zelo, tako vprašam, zelo zanimivo je, dostikrat se zgodi, da ekipe, tako kot je vaša, pride iz nižje lige v višjo ligo, so dosti dominantne lahko v svojih ligah, pa pridejo tako v en moment, ko mogoče se meni, da se bo na nivoju više kar nadaljevala ta pot, ampak je vseeno je razlika, zato so tudi lige v različnih rangih, je razlika v kvaliteti nasprotnikov, s katerimi se srečuješ in je dostikrat precej težje. Ste se vi tako vprašali, si se ti sam, pa ne rečemo se vas je klub kaj prej pripravil na to, kako iti v prvo ligo, glede na to, da je verjetno bil tudi lani cilj, da se vrnete v prvo ligo. Ja, zdravo tudi z moje strani, hvala za povabilo. Pa mi smo v Aluminiju smo lani nekako smo novo ekipo sestavili, no. Robert Pevnik je sestavil neko klapo in mi smo lani od prvega dne smo se imeli za prvoligaško ekipo. Mi smo celo drugo ligo, smo imeli to mentaliteto, v pokalu smo pokazali, da smo konkurenčni vsem in pač letos nadaljujemo isto. Na začetku nam gre super, samo tako moramo nadaljevati, no. Se je pa poznalo, da zgodovina zdaj zadnjih 5 let kluba je prvoligaška. Se pravi, Aluminij je predtem bil prvoligaš, tako da ste vi verjetno tudi obdržali ritem načina treniranja in celotnega protokola, kar bi se ne za prvo ligo veljalo, ali pa kako prvoligaši pri nas večinoma trenirajo. Ker če gledamo ta druga liga, rečemo, da je 6-7 ekip je v tem režimu, ostali pa niso mogoče toliko izpostavljeni, nimajo toliko pogojev kvalitetnih, sploh ko jih ima Aluminij. Ja, mislim, tako sem rekel, od prvega dne smo mi bili prvoligaška ekipa, obdržali smo ta nek status čez celotno sezono. Mentaliteta prvoligaša, pogoji so bili isti, vse nam je bilo pripravljeno, mislim, smo bili na nivoju od prvega dne naprej do danes. Ker je pa zelo zanimivo, da vi ste dosti časa lovili to prvo ligo, pa ste bili pred zadnjimi 4 krogi v bistvu na prvem mestu, pa se je pa kar naenkrat malo obrnilo, tam ste v bistvu kiksali in Rogaška in vi ste kiksali s Primorjem, Anđelković je tebe treniral. Ja. Tako da si bil jezen na njega. Ja, sigurno. Ampak, ko gledaš pol, kak iti, rečemo, potem, da si ti že verjetno eno nogo razmišljal, da si mogoče v prvi ligi, potem, ko si 3 kroge pred, rečemo, da prvi, pa potem moraš iti v dodatne kvalifikacije. Se ti je tam zdelo, da bo ok ali da ne bo ok? Pa tekno, zalomilo se nam je kar fejs tam proti Primorju, no. Bili smo razočarani, nekako videlo se nam je tisti teden, da pač nismo pravi, da smo že malo obupali, pa mislim, ko smo dobili pač to potrditev, da bomo drugi, da bomo rabili iti v kvalifikacije, smo se pa sam pač pripravili, pa da gremo na zmago. Nekako vedeli smo, da moramo to narediti, pa da smo sposobni pokazati. Zdaj, se je naredil nek tak preskok v glavi. Se je naredil, ampak sigurno nismo skrivali razočaranja proti Primorju, pa tisti prvi teden. Se je poznalo malo. Je bilo kaj nervoze, garderobe na igrišču? Pa tak nekako mogoče neki določeni trenutki, da se je kakšna nervoza pokazala, ne vem, med igralci ali pa kaj tek, ampak smo zdržali skupno. Kaj pa ti razmišljaš, rečemo, po enem taki situaciji, ko si že tako, verjetno malo razmišljaš, evo, smo na pravi poti, to bo to, pa se ti pa zgodijo dodatne kvalifikacije. Koliko si spal sploh? Ja, mislim, itak sem bil živčen, mislim, želel sem si to, da se vrnem v prvo ligo, pa da zaigram prvo ligo, Nenazadnje sem se 3 leta rekel, da sem se podil po tej drugi ligi, pa sem imel željo, da bi igral prvo, nekako se je zdaj vse poklopilo. Tako, kako bi rekel,
Je bil nek pritisk, no, bil sem razočaran, ampak ko je bilo treba, sem pač dal svojo glavo na pravo mesto, pa dal sem vse od sebe tam na tistih 2 tekmah, pa smo skupaj naredili neko zgodbo. Pa imaš kak protokol, imaš kakšne tako posebne priprave pred s takimi situacijami, rečemo, sploh, ko so bolj pomembne ali pa stresne tekme? Pa nekako bi rekel, da ja, mislim, no, nimam čizmeri, da sem iskren, nimam čizmeri isto, ampak ne vem, nekako dan tekme me najbolj paše, da sem nekako sam. Da sem izoliran, ne vem, od staršev, od prijateljev, ne vem, da imam glavo čisto. Okay, ampak ko je taka posebna tekma, predvsem jaz do protokolov bi tako prišel, ne? Ker vsak igralec, vsak trener vidim, da ima pač neke svoje protokole, da se dostikrat se malo ločuje, itak se ločuje, ne? Čez teden, kako funkcionira, pa potem tekma itak neka vrh tistega, kar ti delaš. Ne? Ampak a si se držal tistih protokolov, ko si jih imel čez teden, ko si jih imel čez sezono, ali si tu zdaj kaj spreminjal? Pa dejansko sem se držal enakih protokolov, edino kar malo bolj sem dal glavo vsem, no. To je edino, da sem spremenil. Malo bolj sem res rekel, zdaj bom pa to, pa sem razmišljal, kako moram odigrati, kaj moram delati. Več posnetkov sem si pogledal, kot pa prej, čez celo sezono. Nekako malo bolj sem se pravi, si bil bolj pripravljen? Sem bil bolj, ja. Ok, zdaj se pravi, rekli smo, prva liga zagotovo en tvojih ciljev, ne? Jaz bi se tu, pač tako kot ponavadi, bi se vrnil malo v tvoje začetke, ne? Verjetno žoga ti je bila zelo blizu, zelo hiter, hotel si fuzbal igrati, tako kot večina, vsi, ne? Ampak tvoja pot, če tako gledaš, že kot mlajši, pa kakor jaz vem, celotno zadevo, ne, ni bila čistko ravna. Svaraj, nisi ti, da rečem, tako kot sem imel z Bojanom Jokićem razgovor, ne, je on, dokler ni prišel v nogometni razred, je isto pač igral Zarica, MNZ Liga in tako, ampak od tam naprej je bila pa pol njegova pot zelo ravna. Ne. Tebi je malo tako nihala že v mladinskih kategorijah. Si imel trenerje, ki so rekli, ok, si ta prav, pa so bili trenerji, ko so rekli, ok, neki ni ok. Ampak kaj je bilo zdaj to, kje si imel ti največ problemov s trenerji? Pa tu, nekje pri 15 letih, tam od 13 leta naprej do, ne vem. Ti si štartal kje? Tvoj matični klub je? Moj matični klub je nogometni klub Šoštanj. Tam sem začel pri 6 letih, pa sem igral vse do 11. leta tam, pa sem pa prestopil v Velenje. Velenje je prišlo do tebe, te poklicalo? Pa nekako takrat mi smo, v Šoštanju se je nekako razpadla ekipa, no. Niso šli stvari v prave smer. In potem sem se pač odločil, da pač, če hočem igrati, da je nogomet, moram nek korak naprej narediti, pa iti v Velenje, ker je bilo. Si že pri 11 tak razmišljal, ali je bilo to vsem super? Od doma pa še kakih? Bolje oče je rekel to, da če hočeš igrati nogomet, moraš korak naprej narediti, pač Velenje je le bilo boljši klub takrat, pa vse, in pač sem se za to tudi odločil. Kako si se pa ti srečal z večjim klubom pol? Je bilo... Si mehko prestal v posli ali je bilo trdo, pa si se malo polomil zobe na začetku? Tak, no, ko sem prišel malo, jaz sem bolj tak, no, v novi družbi sem bolj tiho, pa tak, pa ne rad menjam neka okolja, pa to mi ni bilo tako lahko, no, prvih par dni, ko sem zamenjal neko okolje. Ampak si pa dosti hiter se potrdil, pa da si igral, ali kaj? Ja, tam... Pol sem prišel v 12, v 13, sem tam prišel, tisto je še bilo na polovico igrišča, 2 ekipi. Tam sem igral pol, največ, kjer se mi je začelo lomiti, je bilo pol prestop v U15. Tam nekako nisem prišel v tisto A ekipo, so me dali v B ekipo, rekli so, tehnično si ok, pač preslab si fizično, ne moreš, ne pač. Kjer mesec si ti rojen? Februar. Aha, ok. Tako da nekako se mi je tam začelo lomiti, no. Zdaj, biološko si malo zaostajal za vrstniki, ne? Nisem bil toliko velik fizično, še zdaj nisem, da bi rekel, nek duel. Zdaj si normalno velik, zdaj sem. Ja. Nisi ekstra, nisi 1,90 m, nisi pa tudi 1,20 m. Ja, ampak mislim, se je pa poznala velika razlika, no, takrat eni so bili pri U15 res 3 glave več od mene, pa vse. Kako si pa ti se verjetno se to zelo dobro spomniš, ne? Ker je to vse, ko ti pričakuješ, da boš igral za A ekipo, pa potem B, ko si prišel domov, kaj si razmišljal? Pa tak, prvo sem bil, mislim, žalosten sem bil, razočaran sem bil, pač
Mislim, hočeš igrati za A ekip, hočeš biti v prvi postavi, ne? Jaz nisem mogel ni na klopi biti. Ne, imel sem drugačno razmišljanje takrat, pač nekako zdaj vem, da ker sem igral za B ekipo, pa sem pač igral malo slabšo ligo, pa sem igral vse. Verjamem, da mi je to dalo več, pa sem več napredoval kot pa moji vrstniki, ko so tudi sedeli v A ekipi. Pa tudi glavna faca si bil tam noter, pol verjetno, ne? Tam sem Bolj bil. kot ne, ja. Tam sem. Vzel žogo, predriblal 3, zabil. Ja, nekako tak je bilo. Ne. Ja. Pa mislim zdaj, koliko si pa rabo ti tako, da si se odločil, ali pa kdo vse ti je tu pomagal, da ti je rekel, ker mal te zdaj tako sprašujem, potem pa še mal povedal ene druge stvari, ko mogoče bi bilo dobro, da slišijo še kdo drug. Zaradi tega tudi je namen pač te naše oddaje, ko jo imamo, da mal delimo, ker večina dobrih igralcev ne gre po ravni poti. Ne. Zelo je tega zibanja. Ne. Tako sem rekel, ne, Jokić je meni en redkih, ki jih jaz poznam, da je načeloma bilo zelo ravna pot navzgor. Ne. Ponavadi je vedno malo gor, pa malo dol, pa malo gor, pa malo dol. In tisti, ki preživijo te pace, pa so dovolj vztrajni, ne, pa se dosti predajo temu fuzbalu, ponavadi pol tudi v eni točki pač jim prebije. Ne. Se pravi, tudi jaz upam, da boš imel ti ravno pot, ne, ampak ni nujno pa, da bo. Ne. Kdo je bil tisti, ki je glavni bil, da se ti je zdel, da ti ni pustil, da odnehaš? Si bil to sam, tok trmast, ali si imel tu podporo tudi? Pa nekako je tu bil tudi oče. No, tam, vem, da se je tam začelo tudi pri kadetih, ko smo bili še v prvi kadetski ligi, tam se je začelo najbolj lomiti, ker pač nisem dobil minut, nisem nič igral. In nekako vem, da ne vem, bila je tekma z Gorico, prišel sem domov, vrgel sem torbo v kot, sem rekel, jaz ne bom več igral, pač nimam veselja, nimam želje več, da igram. In nekako mislim, če ne bi bilo mojega očeta, no, da danes ne bi igral nogometa. Da nekako me on nazaj to spravil, pa probi, pa tek, pa nekako se je pol dobro razvilo, no, da sem ostal v tem. Zaenkrat ta kaže, ne? Ja, zaenkrat. Mene zelo me zanimajo, zapravi, vse te poti, pa v zadnji tudi je zelo velike psihologije. Ne? In ena od zadnjih teh knjig, ki sem jih predelal, je Predanost. Ne? In tu noter ravno to, ne? Se pravi, nenehno ponavljanje, ustrajanje je en del, ampak je zelo pomembno, kakšno je tvoje okolje, da boš ti nadaljeval. Ne? Se pravi, da včasih ne želiš koga razočarati, mogoče svojega očeta, ne? A veš, da boš ti pokazal, ne vem, zato da boš ti, a včasih si sam tist, ki boš se predajal, ne? In potem, ko se odločiš, da boš iskal poti, potem ponovadi tudi pot najdeš, ne? Če pa ti samo tacaš, pa iščeš krivce, zakaj tebi ne uspeva, ne? Pa je pa problem, ne? Ker takrat smo se tudi mi dva začela srečevati, ne? Takrat sem te tudi jaz sem verjetno mal, si bil tudi jezni, ne parkat na mene. Ja, sem bil na začetku, ja, bilo, ampak nekaj ste me tudi vidno spravili nazaj v ta ritem, sem igral pri vas. To je bilo, pred vami je bilo pa že tisto. Ni samo to, da si pač igral. Ne? Meni je zelo bilo tudi dobro to zadnje predavanje. Jaz upam, da se bo prijel v Sloveniji malo več, ko so bili predavatelji na lanskem zimskem, zdaj že, no, zdaj smo že v poletjem, ampak tem zimskem zadnjem seminarju, ko je Borussia Dortmund prišla in pa nam predstavljala, se pravi, to biološko pa kronološko starost. Ti bi pri Borussiji, če bi bil, ne, v njihovi šoli bi 2 treninga na teden bi delal z 2 leti mlajšimi verjetno in en trening z svojimi vrstniki in potem se ti išče, se pravi, tam, kjer si ti najbolj možno, da se razvijaš. Ne, in moraš biti v svoji konkurenci glede na tvoj trenutni razvoj. Ne. Ok. Zdaj, kadeti tam mi smo, vemo, prva leta smo izpadli, pa smo pol se borili, druga liga. Kako si ti doživljal vse to? Se pravi, ker to so na koncu, če gledaš, ne vem, vsi želimo igrati prvo ligo, bili so pa koraki nazaj. Koliko sem jaz poskrbel takrat, ko sem jaz bil vodja šole, ne, za vas igralce, kako si ti doživljal to? No? Pa, tek, ko ste vi prišli, no, neke stvari so se spremenile, nekaj je šlo dejansko na boljš. Ampak ja, nihali smo tu nek prva liga, pa pol borba tam v drugi ligi. Ne vem, nekako. Meni je bilo v tistem trenutku, ko sem dejansko začel igrati, ko sem dobil minute, meni je bilo samo to važno, da se jaz razvijam, da jaz igram. Pač, jaz sem takrat igral z veseljem. Šel sem dejansko iz tistega, da sem že skoraj obupu,
na to, da igram. In jaz sem dejansko takrat nisem ni razmišljal, da bi kdaj igral profesionalno nogomet, jaz sem pač prišel, pa sem užival. To mi je bilo najbolj pomembno. Pa kaj pa pol, rečemo, ker to me zdaj zanima, ne? Zdaj, mi izpademo iz lige, ne? Kar lahko rečem mi. Glede na to, da si bil zanimiv igralec, a si kaj razmišljal, da bi iskal prvoligaške klube okrog, pa zakaj rečemo, kaj je tebe prepričal, da si rečemo ostal vsem takrat v Velenju? Pa nekako nisem razmišljal, da bi šel, no. Nekako sem še zmeraj imel šolo, da naredim. Mi je bil tudi en prvih ciljev, no. Nisem sploh razmišljal, da bi šel drugam pač. Nekako sem ostal, pa sem želel igrati, no, pa se dejansko vrnati v prvo ligo nazaj s tem klubom. Te ni veliko takih, ne, ponavadi mi iščemo zelo hitro, ne, moramo igrati prvo ligo, mi je pa zelo zanimivo, da ko se pa pogovarjamo tako, ne, Kramariča si rekel, a si poslušal, ne, veš, da je prišel Domžale, veš, kak je prišel Domžale, ne, zdaj potrkal na vrata pa vprašal, če lahko, ne, noben ga ni povabil, noben ni vedel za njega, ne, danes pa vemo, kako kariero ima za sabo, ne, ali pa že čez 2 leta je igral v Ligo prvakov na Wembleyju, ne na Wembleyju, v Liverpoolu, pardon, se opravičujem, sem navijačem Liverpoola. V glavnem, da je doživel tudi to, ampak tudi on je, rečemo, imel en zelo velik padec vmes, da je potem ponovno lahko zrasel. Koliko ti, rečemo, se poskušaš učiti, glede na to, koliko si star, ne? Se pravi, si še vedno med mlajšimi igralci, koliko se poskušaš učiti od starejših igralcev? Si kdaj najdu koga, ker si se nalepil na njega, glede na to, da si prvo bil v Rudarju v drugi ligi, pa si bil v Aluminiju v drugi ligi, ne? Si najdu koga v garderobi, da si se učil od njega, ali pa da ti je svetoval, ali pa je sam te vzel nekog pod okrilje, da te je čuval? Pa nekako sem imel pri Velenju, sem imel Leona Črnčiča. Nekako smo se, zaštekala smo se, no. Njemu sem tudi hvaležen za veliko stvari, no, veliko me je naučil. Meri sem ga imel tam na igrišču, pa v garderobi za nek vzor. Pokazal mi je pa tudi, da tudi če smo dobra prijatelja v garderobi, da na igrišču treba nekoga starejšega spoštovati, ga poslušati, ker ne glede na to, oni več vejo dejansko, ne, več je dal skozi po to in nekako sem si tu njega zbral, no. Pa kaj so bili ti nasveti, da je nam malo podelno? Pa čist, mislim, mi smo imela velik borb tam na igrišču, no. Ne vem, nekako me, da me rekel po domače, me skurcu, ko me je treba in nekako sem pol v glavi začel razmišljati, to moram boljš, to moram ono. Ne vem, povedal mi je, kaj narediti, kaj ono, kako odreagirati v določeni situaciji, nekega reda, bom rekel, naučitek. To pomeni, to zdaj govorimo, kdaj priti na trening, pa kako se obnašati na igrišču, ali kako reagirati, ne vem, potem, glede na to, da jaz vem, da si ti bil si zelo uskipljiv, hiter te je kaj iz tira vrglo, ne, pa si bil pa 2-3 minute izven terena z glavo, pa te je bilo treba klicati nazaj, ti je tu on pomagal, rečemo, da si si... Pa tu tudi nekaj, je pomagal tu na disciplini v neki garderobi, pa tudi na igrišču, no, nekako pol, ko sem prišel gor v člane, nekako nisem bil več tako skipljiv, no, ti zato mi rekel, da sem sam pri sebi popravil, ker dejansko, če se kregaš sodniku, sam energijo trošiš. Da, ti si se kregal skoraj z vsem, ne? Ja. Imaš še sabo na koncu. Ja, tudi to. Zakaj to, zakaj ne ono? Zanimivo mi je, glede na to, da vidva sta dosti na različnih igralnih mestih bila, ne? Kako sta se pol tu lovila? Včasih si ga mogel pa loviti po terenu, ko sta igrala na treningu en proti drugemu, ne? Ja. Si ga naložil kdaj? Večinoma on mene, no. Kako je to možno, da on tebe? Ja. Ona pa dal si ti obrambni igralec, kako to izgleda? Ja. Tak malo, no. Je večji od mene, no. Sem bil 6-krat malo bolj fizično slab in pač nekako me je podaril parkrat. Ja. A ti pa njega ne, kaj? Nisi upal, si spoštovanja? Nisem upal zaradi spoštovanja, pa tudi ne vem. Verjamem, da če bi takrat kot 17-18 letnik enega malo starejšega, malo bolj po nogi, verjamem, da jih bi pol poslušal v garderobi. Če kako si pa tudi doživel to prehod iz mladincev pol v člane, je to ono bilo zdaj, ok, to je to, kar bi rad, je kak preskok naredil se v glavi, mogoče bi pa jaz živel od tega? Ja, mislim, takrat, ko so mi ponudili prvo profesionalno, se je tudi naredil velik pač. Nek lik v glavi, neko potrdilo, da sem na dobre poti, da se splača garati pa delati za to. Je bil težek preskok, no se opazi ta razlika med mladinsko drugo ligo, pa pol priješ v slovensko prvo ligo. Kje je glavna razlika?
V hitrosti, v dinamiki duela. Hitrosti česa prvo? V vsem, hitrosti igralcev, podaje, disciplina, fizična pripravljenost, vse. Se pravi, vse tisto, kar so se prej trenerji drli, pa si ti razmišljal, to je brez veze, je zdaj v bistvu si malo pogrešal, da nisi že prej osvojil, ali kaj? Nekako, ja, nekako. Če bi prej razmišljal tako zdaj, verjamem, da bi več od sebe vložil. Zdaj, koliko si ti, rečemo, v mladinskih kategorijah, kadeti mladinci, kaj si ti dodatno zraven delal ob treningih, ki so bili? To lahko zdaj poveš, koliko si mali fuzbal igral, ko so ti kdaj rekli, da ga ne smeš, a veš, pa te finte. Ja, veliko sem v šoli tega preigral, no, pa pol na ulicah. Pred treningom, po treningu, tudi kaj? Pa ja, no. Večinoma. Fitness, druge stvari? Nekako takrat nisem bil najbolj, bi rekel, zainteresiran za fitness, ampak pač neke osnovne vaje za moč, to sem delal, nisem najbolj pogosto, ne. Pač neke stvari sem pač začel delati. Ko je Urbi prišel s fitnessom, kako si ga gledal? Grdo. Zakaj? Pa ne vem, nekako hotel sem sam igrati nogomet, da mi žogo pa da igramo, ne. Nisem bil ljubitelj teh preventiv pa tega. Nisem takrat vedel, da to koristi, no. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa veliko koristi, no. Zdaj pa veliko sam koristiš, Ja, pravi, ti ne rabi nobene več Ne razlage. rabi, zdaj pač se pravim, če bi takrat razmišljal tako zdaj, bi bila čisto drugačna zgodba. Se pravi, zdaj do tvojega prime timea je še nekaj časa, tako da bi midva poskušala zdaj razmišljati, kaj boš ti počel ali pa kaj ti počneš za to, da boš prišel v prime time top. Ne. Zdaj, glede na to, da smo se pogovarjali, si poslušal nekaj oddaj, ne, sem zelo podobna vprašanja postavljal tudi drugim, ne, če so opazil. Ko ti zdaj, rečemo, gledaš, ne, prva liga spet nivo več, se pravi, vsakič je nivo več, kar pomeni od tebe se pričakuje tudi v bistvu nekaj več, da boš delal. Ne. Zdaj, če so opazil isto, ne vem, ko smo rekla Goran Stanković, ne, poškodba, psiholog, sploh ni bilo vprašanje, sicer njemu se je zdelo, da ne rabi, zdaj on uporablja še vedno naprej, ne, in zadevo. Ne. Tudi en kup drugih igralcev je zdaj tu, rečemo, zelo redno uporablja to. Kondicijski trenerji itak so neki standardnega, videoanalitiki, se pravi individualna videoanaliza, ko tebe analizira nekdo in tako naprej. Ti razmišljaš kaj o teh stvareh, pa v katero smer bi se ti najbolj obrnil, ali boš poskušal počasi, ali boš rekel, jaz tega ne rabo, ali boš probal več stvari naenkrat. Pa nekako bi počasi šel, no. Vsako stvar bi zdaj... Si že s čim štartal, prvo da vprašam? Glede teh psihologov, pa to nisem nikoli, da bi neki... Nikoli se nisem ni počutil, da bi rabo to, no. Se to noben od nas ne počuti. Pol, ko začnejo ljudje delati z njimi, pol vidijo, koliko je koristi. Pa nekako, no, s temi kondicijski pa to v tej smeri počas, da začnemo tu pa pol naprej. Si že kontaktiral koga, imaš kaj problemov glede, rečemo, da klub ni pristaš tega, ste se kaj o tem pogovarjali tudi? Pa nekako, no, zdaj med sezono pa to, da bi individualno delali z nekom drugim trenerjem, mislim, da jim ne bi bilo glih všeč. Ja. Imamo tu na klubu imamo super kondicijskega trenerja. On nam je že tudi nek fitness program pripravil zdaj. Ki gre izven ali gre dodatno, je del programa treninga ali je izven? Je nekako del programa, Ja. ampak zdaj po teh pripravah, pa to, ko smo imeli vsi isto, smo se zdaj v neke grupe smo se razdelili, ne vem, mi nekateri delamo toliko več na eksplozivnosti, nekateri toliko več na moči. Nekako smo tu šli, no, neke grupe, pa da pol tisto, kar največ rabimo, kjer imamo največ primanjkljaja, da pol še tu, da še to povečamo. No. Kako pa ti zdaj gledaš na fitness? Pa iskreno zdaj sem začel veliko več dela tega, ker vidim, da rabim. Tudi sam hočem čim več dela tega, da mi koristi, pol mi je lažje na igrišču. Koliko pa imate zdaj, rečemo, koliko ti delaš fitnessa na teden? Na teden zdaj, kar imamo po programu, Ja. delamo zdaj, ne, med sezono je zdaj enkrat. Drugače pa, če se počutim, no, čisto odvisno od tedna, da se počutim, še vprašam kondicijskega, ne vem, jaz bi pa mogoče tole naredil, mi pošle program, kaj dodatno naredim, ne. Pa tak, tu nekje enkrat do dvakrat, no.
Če vi video analitika imate v klubu? Imamo. Koliko pa ti z njim sodeluješ? Koliko te pa te stvari zanimajo? Pač, mi ne sodelujemo toliko z njemu, on pač nam pripravi, pa s trenerji to analiziramo. Pa to, no. Koliko pa tebe osebno zanima? Pa meni se zdi, da to zelo pomaga, mislim. Vi igravci, zdaj vem, da Instata ni več, ne? Da je kaj zdaj, scout je, ne? V glavnem, koliko pa ti, a imate vi igravci dostop, se pravi, če ti želiš priti do teh posnetkov, na kak način lahko priješ do posnetkov? Pa vprašaš dejansko trenerja, kaj ti želiš, ne vem, tekmo mogoče določenega igralca, ko ga boš pokrival in pač se da vse dogovoriti. Pa si že ti, rečemo, si naredil neko schemo, da proučuješ nasprotnika, da se pripravljaš na njega, ali zaenkrat sam prepuščaš, kar ti povejo trenerji? Pa nekako, ne vem, pred tekmo pogledamo te analize, vse analiziramo, si dobro poslušam, no, da si probam čim več stvari zapolniti. Pa nekako, ne vem, zdaj tu toliko več v prvi ligi, ne vem, ko moram določenega igralca pokrivati, si nekako najbolj za njega pogledam stvari, no. Kaj so njegove, ne vem, kaj največkrat naredi, kjera mu je boljša noga, prednosti, slabosti njega, kako pokriva, nekako. Tako se najbolj usmerim na enega igralca. Gledaš več fazo branjenja, se pravi tisti, ker rečemo, glede na to, da igraš levega zunanjega branilca, ne, se pravi, bolj se osredotočaš na pokrivanje ali se osredotočaš tudi, ker ti se zelo rad vključuješ gor v napad, ne. Bi ponavljal milijonkrat, če bi ti trener pustil. Kako imate s pevnikom to urejeno? Ko je situacija, lahko gremo. Drace pa dere, kam greš? A je to ona fora, kaj? Pa ja, mislim, velikrat, pa že tudi lani, velikrat šel sem gor za brez veze, rekel, no. Ono, brez glavo, mogoče včasih tudi da je kakega igralca pripeljal za brez veze, ne. In nekako sem pol začel sam pri sebi tudi razmišljati, kdaj moram iti, kdaj je pravi timing, kdaj ne, ne. Da čim bolj, da se izobrazim, no, čim bolj. Kdaj lahko grem gor, kdaj ne smem. Pa kaj zdaj to pomeni, rečemo, za video analizo, a imaš ti, rečemo, neko schemo, da se ti osredotočaš, da veš, tako ko bi rekel, ne vem, da si narediš obrazec, pa rečeš, leva noga, dribling v to stran, prednje je to, glavna, največ podaj dobiva od tega igralca. Imaš kaj na tak način pripravljeno ali sam pogledaš? Pa nekako pogledam, pa da si probam zapolniti, da pač vidim to, kje je njegova prednost in da ga probam, ne vem, da je levičar, ga bom sigurno usmeril na desno nogo, celotno tekmo. Nekako tako, pa za gor naprej, ko se rad vključim, pa tudi pogledam, kako branja, dela slabo fazo obrambe. Če dela slabo fazo obrambe, še za mene toliko boljš, ne. Lahko prijem večkrat gor. Lahko priješ večkrat gor, samo moraš pa hitro biti nazaj, da ni kontra. Ok, zdaj iz video analize, ker ti je to zelo pač, od vsakega trenerja precej specifično, ne? Tudi kakje imajo želje, kolikrat se ne vem, bočni vključujejo ali ne vključujejo. Koliko si ti, rečemo, doživljal vse te nas trenerje, kaj enkrat eni so ti govorili, ne vem, ko je na tvoji strani obvezno visoko gor, pa ti je on rekel nikoli više, naslednji ti je rekel nikoli više od Vingerja, naslednji ti je rekel, ne vem, sam do polovice lahko greš, malo karikiram zdaj, ne. Kak si ti doživljal, rečemo, toliko različne ideje trenerjev? Pa nekako mislim, da sem jaz igralec, ko rabim neko svobodo, no. Vem, da boljši igralec mi bo rekel trener 5 gor, znači, ko je situacija za to 5 gor, pa naredi kaj rabiš, no. Ko pa ne vem, da mi en reče, da ne smem gor hoditi, po mojem bi se skregal z njemu, no. Dobro, vse modern fuzbal načeloma ni več tega, ne. Ampak že detajle rečemo, a je tebi zelo pomembno, ti reče trener, ostan v zunaj na liniji, ali ti reče pejt v sredino proti golu? Pa si imel to, da rečemo, toliko razliko že? Pa je bilo, ja, razlik, mislim, no. Čist. Kaj imaš reči? Pa na linijo pa gre. Na linijo pa center šut? Ja. Desna noga še vedno slaba, ali kaj? Nekaj. Več ne treniraš, ali kaj? Pa ja, ampak ne vem. Igram bolj z levo, bi rekel. Imaš reči levo. Ja. Pa je problem, če moraš iti v sredino noter, pa leva zaprta, ali kaj? Ja, še zmeri gre z levo nekaj. Še enkrat v levo, še enkrat. Zdaj ne smemo preveč povedati, nekaj Ja, naslednji, pol proti Olimpiji. Se zdaj na desno skošil. Bo po Olimpiji odajavan, tako da od Olimpije še ni panike. Ok, zdaj gledamo video analizo, gledamo kondicijo, praviš, da razmišljaš o tem,
kaj je tisto, kar rečemo, je tebi znano, pa meniš, da bi bilo dobro. Se pravi, psihologi smo rekli zaenkrat, če ne. Kaj pa ti še rečemo vidiš, da bi mogel rečemo pri sebi spremeniti ali pa da si opazil, da neki drugi igralci počnejo, pa bi lahko tebi tudi koristilo? Pa ne vem, glede te fizične pripravljenosti, no, to bi jaz sebe dal največji poudarek zdaj v naslednjih letih. Mislim, da rabim to najbolj. No. Ok, če imaš ti normalen tedenski cikl, se pravi, vi enkrat imate 2 treninga, ostalo imate enega, večinoma trenirate ob 11, razen zdaj, ko je odzunaj 300 stopinj, imate prej verjetno, ne? Ja. Kaj je tebi nek idealen ritem? Se pravi, ko bo ob 11 trening, kaj ti je normalen dnevni ritem? Kak je to? Verjetno imaš več ali manj ponavljaš, da je telo ves čas v istih navadah. Pa ja, Kdaj se budiš, rečemo, če gremo tako? Okoli 7, pol 8 ure. Kak je jutranji protokol? Imaš kaj posebnega? Pa nimam. Še nisi začel hladne kopeli? Pa... Tiste še nisem začel. Ne, nekako se zbudim prvo, nek dober zajtrk, kavica, nekako priprava na trening. Okay. Pol oddelati. Koliko moraš jesti pred treningom? Imate kaj navodil? Pa mislim, pred tekmo jemo, 4 ure. Okay. Pred treningom, urco pa pol. Nekako tek, ko imamo zajtrke. Okay. Koliko prej si na klubu? 1 uro? 1 uro, ja. Kak je protokol pred treningom? Kaj delaš sam? Imaš kaj tistega svojega? Ne, mislim, greš v fitness, razvalaš? Čisto odvisno dejansko od tedna, kako se jaz počutim. Ne vem, včasih počutim, da rabim malo več raztegovanja, malo več valčkanja, neke preventive. Včasih počutim, da rabim kako stabilizacijo več narediti. Čisto odvisno od tedna, kako se počutim. Ampak tako rečemo, tisto, kar največkrat počneš. Kaj ti je najbolj neka rutina, ali nimaš še te rutine? Pa imam, mislim, neka rutina, da imam skozi, prideš, se zrihtaš to, zvalčkaš, raztegneš, neko stabilizacijo na hitro, to mi je neka rutina. Kaj to pomeni stabilizacija, na razloži? Pa malo zakor, pa te vaje. Aha, imaš bolj v dinamiki ali bolj v statiki? Bolj v statiki, bolj ta plank, stranski plank pa to. Aha, ok. Pol imate, se pravi, vi ogrevanje delate sami ali vas pol ogreje še? Tudi še pol naredimo, pred treningom naredimo še preventivo, ampak tisko pa rabi kaj za sebe, pa vedamo pa še, pa naredi v fitnessu. Ok, imaš kakšno mentalno pripravo pred treningom, ne rabiš? Nekaj. Muzika, zajbancija, zajbavaš kjerga? Pa ne, mislim, pogovor, ampak. Ni nič tajega? Ni nič tajega. Ok, po treningu, kakva ti je klasika? Pa se zrihtaš, zvalčkaš, raztegneš, spiješ proteinski napitek, pa greš na kosilo. Proteinske napitke vam ureja? Nam klub ureja. Klub imate nutricionista, tako, ki skrbi za to? Pa nekako fizioterapeut za te stvari skrbi. Okay. Kaj si poštudiral, ko si Jona poslušal? Kako imajo oni urejeno, takoj po treningih? Pa tako? Ja, velika razlika. Si kaj razmišljal, kaj bi lahko ti sam naredil v tej smeri? Pa tega, da sem nekaj ful o tem razmišljal, ne, ampak sigurno so pač neke stvari, ko jih še lahko dodam. Ok. Kosilo, počitek, greš dremat? Pa nekako 20 minut, pol urce, če bi šel popoldne za predolgo spat, se mi zdi, da ni v redu za mene. Ok. Gledaš, koliko ur spiš? Ja. Minimalno 8. Minimalno 8. Koliko je pa želja? Če govoriš minimalno, koliko bi bilo pa idealno? Pa ne vem, tu nekih 9 bi bilo idealno. Da se ti dobro počutiš? Ja, mislim, da spanc je najboljši za regeneracijo. No? In se mi zdi, da 8 ur moraš najmanj odspati. No? Ok, a si kako knjigo na to temo rukno že? Nisi? Ne berem rad knjigo. Ti bom jaz predlagal par stvari. Boš videl, da ti bo še malo zraven. Drač pa bomo zdaj probali tudi eno to temo narediti, kaj pomeni spanje pa vpliv na telo. Iščemo enega konkretnega sogovornika, strokovnjaka, da nam bo lepo razložil. Ok, se pravi, teden grem mim. Kdaj se ti začneš na tekmo pripravljati? Glede na to, da tekma je pač vrhunc tedna, ne? Ko je zaključena, se pravi, rečemo, da je sobota tekma, neka večinoma normalen ritem. Koliko ti gledaš po tekmi,
še analizo za nazaj? Dokdaj delaš za analizo za nazaj? Pa po tekmi. Ja, Pa ne vem, ko odigram tekmo, sigurno, ko prijem domov, še enkrat minimalno pogledam celo tekmo. ok. Večinoma sebe, pa svoje aktivnosti. Pa ja, no, večinoma je poudarek na tem, ampak tudi kot ekipa, no. Kaj smo delali dobro, kaj ne. Priješ naslednji trening, pa pola rečeš, tu bi lahko izboljšal stvari. Pa ja, sigurno, mi se zelo dosti pogovarjamo, no, med sabo, kaj moramo delati, kaj bi lahko bilo drugače. Drug soigralec razume neke stvari, pa kakih ti, no, da se pač probamo tu najti. Ne manjka nam tu komunikacije. No. Tu nekako dosti naredimo na tem. Ok, kdaj začneš, po kolikih dneh začneš o novi tekmi razmišljati? Ene 2-3 dni. Ene 2-3 dni Čisto odvisno. za nazaj, pa začneš za naprej, ali kaj? Ja. Kdaj dobite prve podatke o novem nasprotniku? Pa takoj po prvi trening, tisti uvodni, ko se začne teden, še ne, pa takoj naslednja 1 ali pa 2 dni. Imate tu razdrobljene informacije čez teden, vsak dan neki video analize, ali dobite enkrat video analize in to je to? Ponavadi naredimo v enem dnevu vse, ali pa potem v 2 dni. Ali pa pol 2 dni. V redu. Koliko greš rad ti gledati te video analize? Se pravi, ali ti je dovolj to, kar ti pripravijo trenerji, ali imaš rad še dodatno zraven video? Se pravi, si greš ti pogledati, ne vem, tudi tekmo, ki jo je tvoj nasprotnik celo sam pogledati, ali ti je dovolj sam tisti izseki, ki so? Nekako zaenkrat mislim, mi je ok to, kar nam pripravijo. Tako sem rekel, če še sam pogledam kakega določenega igralca, malo neke highlights-e, nekako mi je dosto, no, konc koncev mi nekako ni, po mojem meni iskreno ne paše, da bi, ne vem, da bi skozi gledal njih, pa se toliko za njih obremenjeval. No. Ok, kaj pa za sebe? Koliko se pa za sebe obremenjuješ, koliko pa sebe gledaš? Kolikokrat se analiziraš? Rečemo, ne? Mislim, čisto odvisno, no. Da imam slabo tekmo, sigurno večkrat, ne, pa dobro. Pač pogledam tiste slabe stvari, sem še toliko jezen na sebe, ne vem. Čas narediš neko potezo, ko pol gledaš za nazaj, sploh ne veš, zakaj si to naredil v tistem trenutku. In nekako, če odigram slabo, bom sigurno večkrat pogledal, ko pa če odigram res dobro tekmo. Autogenik trening, kaj uporabljaš? Ne, si razmišljal kdaj o tem? Glede na, veš, pač že razmišljanje o tekmi ali pa o tem, kaj si počel, je v bistvu že na nek način del autogenega treninga. Važno je samo, da si še zraven malo bolj umirjen, pa še malo ponavljaš, pa možganom omogočiš ene stvari. Tvoj protokol za tekmo? Pa nekako moram se dobro naspati, no. Pred tekmo mi je najbolj pomembno, da se naspim 90 ur. To mi je prvo. Se pravi, pred tekmo več spiš, kot čez teden? Ja, pred tekmo tisto moram malo več odspati. Kdaj pa energetsko začneš filati, se s hrano pa s tem? Nekako najbolj, da začnem tisto, te hidrate, pa to v sebe vnašati je 2 do 3 dni, no. 2 dni najbolj pred tekmo. Imate režim, vam je v bistvu ta kondicijski vaš tudi pripravo zadevo, kako se piše kondicijski, da ne bomo govorila sam kondicijski, no? Da, Klemen, ne vem, kako se točno piše. Ok, se pravi, Klemen vam priprav zadevo, a vam je tudi on svetoval, se pravi, kdaj vi začnete filati, zato da boste imeli dovolj glikogenski zalog? Ne, dejansko nismo šli v to smer, no, da bi on nam tok, ampak ne vem. Jaz za sebe vem dejansko toliko sem že dal čez, da dejansko vem, kam mi paše, pa kam moram jesti. Vem, česa ne bom jedel, ne. Nekako sam za sebe vem, no. Kaj ješ 2 dni pred tekmami? Pa večinoma sam te hidracije, te testenine, pa to ščanca, riž, neko solato. Dosti pusto zadevo? Da, pa solato, sadje, to najbolj, no. Ok. Dan tekme, Bojen, večerna tekma, dajmo ob 8 zvečer imeti tekmo v Mariboru, ta bo najboljša. Lani ste imeli nekaj tudi večernih tekm, ne? Ja, nekaj malo. Tako da, kdaj začneš pripravo, se pravi, kakva je dnevna rutina, glede na to, da trening je ob 11, zdaj je pa tekma ob 8. Verjetno imate zadnji teden trening v času Ja, v času tekme. Ne? Ok, ampak vseeno, koliko se zdaj spremeni tvoj dnevni ritem? Se še vedno budiš ob 7, nekje pol 8? Pa nekje tu se, ja, no, malo tam okoli
10, da grem spat, budim pol 8, 7, tu nekje. Nekako si prvo skuham kavo, to mi je nek začetek dneva. Po pa čisto odvisno, no, kako se počutim, ko se zbudim, včasih grem na kak kratek sprehod, včasih naredim malo več aktivacije, pretekmo. Pretekmo pomeni zjutraj ali pomeni to popoldan? Kaj pa delaš za aktivacijo? Zdaj imamo določene programe, no, smo dobili v skupino program, kaj narediš to, raztegovanje, valčkanje, kor aktivirati, no, določene vaje. Okay. Nekako, ko vse to naredim, si naredim nek zajtrk, malo bolj mobilen. Pa nekako, ne vem, malo da se odklopim od te tekme, še ne razmišljam toliko o nje, kako serijo, film, nekaj malo da se zamotim, pa 4 ure pred tekmo do 3:30 nekje jem. Imate za domače tekme skupna kosila? Imamo, ja, tu skupno kosilo, neka mala sladica, kavica, pa počastek, malo se pogovoriš tam, pa počasi te greš. Imate možnost tam kje še dvigniti noge ali je to 4 ure pred tekmo, ste že bolj kot ne aktivni? Pa nekako gremo tja, sem rekel, 4 ure pred tekmo nekje ješ, pol gremo tja na klub, ne vem, kakšna palačinka, kavica, da spijemo, pa kjer mu paše, no. Vsak ve za sebe, pa naredi on, kako mu paše, ne vem. Kakšna je pa tvoja rutina zdaj pred tekmo? Zdaj pred tekmo ste kaj, uro pa pol prej, morate biti tam. Kakšna je tvoja rutina? Greš na igrišče? Pa ja, nekako prijem. Pogovarjala smo se o sami pripravi pol, se pravi ta rutina na tekmo. Ko ti priješ na štadion, kaj je zdaj tisto prvo, ko narediš? Zdaj domač štadion, a še hodiš sploh na igrišče prej? Pa ja, gremo še malo pogledati. Greste malo do centra, malo pogledati, če so v redu pokosili, če so ravne. Pa greš nazaj, pa počasi se pripravi. Kaj pa, ko si nekje v gosteh? Pa nekako isto, prideš, odložiš stvari, greš na igrišče, pogledaš. Greš po liniji, gor pa dol, da vidiš, če so kje lukne. Pa grem malo tam na levo stran pogledati. Pa koliko je stran avt linija, ko boš mogel avt noter metati? Ja, mislim, sam pogledam, če je dobro igrišče. No. Okay. Je pomembna tebi kakšna je garderoba? Sploh, ko priješ na gostujoče garderobe. Zdaj, malo tako, ne? Zdaj, ta psihologija velikih klubov, ne? Veliki klubi imajo garderobe okrogle že, ne? Ravno zaradi tega so vsi enako oddaljeni od centra, da ni en tam v vogalu noter, pa da se skriva, ne? Pol imajo pa one razne finte, da je na sredini garderobe za goste zid, pa še kaj tajega, ne, da je problem v komunikaciji pred tekmo in tako naprej in tako naprej. Koliko ti doživljaš, rečemo to? Zdaj pri nas večinoma garderobe so dosti podobne, ne, se tega tudi ne dogaja veliko, ampak je te pomembno, kak je štadion, kakva je tribuna, kakva je, ne vem, igrati, da je tribuna sam na eni strani, tako kot je pri vas v šumi, ne, a je, ne vem, tribuna okrog in okrog. Pa nekako mi ni to nekaj, da bi bilo zdaj pomembno, ampak sigurno je drugačen občutek, ko priješ ti v Stožice, pa Ljudski vrt, ko vidiš te boljše garderobe, tribune, vse okoli in okoli. Mislim, nekako imaš dodatno motivacijo. No, to. Sigurno zdaj, ko smo bili v drugi ligi, so bile pač nekateri klubi nimajo najboljši garderob, bom rekel. No. In nekako teže se je tam zmotivirati, ko prideš v Ljudski vrt, ko si že, sam ko pogledaš igrišče, si že motiviran. Se ne rabiš ogrevati, lahko greš kar igrati tekme. Kak je pa pol igrati, ko rečemo zdaj zadnje te tekme, sploh ta kvalifikacijska, kot je polna tribuna, pa ko je navijanje, pa to? Ne vem, jaz v tem enostavno uživam. No. Nekako mi ni bilo... Te spodbuja to, no. Se pravi, ni ti breme, ampak ti je v bistvu zaradi tega igraš nogomet. No. Ker to je po mojem tudi velika razlika med enim pa med drugim, ne, igralcem. Se pravi, en, ko hoče, ko igra ravno zaradi tega, en pa ne. Ok, bil si na igrišču, šel si pogledati, leva stran ti je dobra. Kaj ti delaš v garderobi še? Imaš leva noga, leva štucna, leva... Nimam, nekako se sam usedem, pa sem v svoji glavi. No. Imaš kako glasbo? Ne, nič nimam. Sam čim bolj, nekako, da imam čim bolj prazno glavo, pa ko grem na igrišče, da sem... Pa kako ti pa uspe to? Nekako se usedeš in si tam. Se pravi, si na pol v meditaciji ali kaj? Neke vrste, ja, sam sabo sem. No. Ok, ko priješ ven, so kakšni posebni protokoli? Nimam nome. Grem pa igram.
greš pa igraš. Se pravi, greš vse, tisto, kar se ti pove, navodila, koliko ti je še fokusa, koliko še ti sploh slišiš ona zadnja navodila v garderobi, preden greste na igrišče. Pa nekako tek, no, neke stvari. Večino stvari smo že tek prej vse obdelali, pa to, ampak pač poslušaš še tisto, malo motivacijsko, vse to, da se še toliko malo bolj dvigneš, pa greš. Po tekmah posebej protokol za regeneracijo, čim hitreje, da uspeš narediti. Kaj vas čaka v garderobi? Pa te regeneracijski napitki. Ledena kopel. Nekako, pa naredimo skupaj neko dobro regeneracijo, raztegovanje, valčkanje. Ledeno kopel čez teden ne opravljate? Imamo po določenih treningah. No. Aha, imate določene treninge? Mislim, čisto odvisno, nekatere treninge, ko imamo zjutraj, nimamo, pa ne vem, proti koncu tedna, zdaj, ko smo malo vmes kak težji trening, pa imamo spet. To pove trener, kdaj imate ledene kopeli, ali je to po želji? To se po mojem oni dogovorijo, kdaj. Vse tak, ko greš iz treninga. Ne, zanima me, se pravi, če bi te podgovarjalo, ne vem, da to vsakič narediš, bi bil kak problem, imate vi dogovorjeno se pravi, da prije trener pa reče, danes je obvezna ledena kopel, ostali pa po želji. Pa mislim, reče velikrat trener, pač, kdaj moramo iti dejansko, ampak drugače tudi po moje, če ne bi bilo, pa če bi ti hotel, to se bi naredilo po moje. Ok. Doživljanje zmag pa porazov, mi dva zdaj smo v drugem polčasu, tako da veš, koliko nama ura približno glede kljub tehničnim težavam. Doživljanje zmage porazi, kaj to za tebe pomeni? Pa nekako rad zmagujem. No. Prej pri Velenju sem bil bolj navajen, da sem izgubil tekme, tako bom rekel. Zato sem se bolj tudi vse jezil pa to. No. Po moje vsako igra nogomet hoče zmagovati, no. Zato ga tudi igraš. In nekako odkar sem prišel tu v Kidričevo, ne vem, ostalo je tisto od lani še letos, pa mislim, da bo meni to skozi ostalo. Da hočem zmagovati skozi. Prej pri Velenju prišel sem, pa si že vedel, da boš izgubil tekmo. Nekako. Mentaliteta je zdaj tu čisto drugačna. Misliš, da je to povezano s klubom, ali je to povezano z igralci, ali je to povezano s trenerji, s čim je to povezano? Pa nekako z vsem. Nekako tu smo res, trener nam je dal to zmagovalno mentaliteto in nekako tudi zdaj, ko smo v prvi ligi, pač mi razmišljamo, da bomo vsako tekmo zmagali, ali je to Maribor, ali je to Domžale, nima veze, kdo stoji nasproti, mi gremo vsako tekmo, da bomo mi zmagali. Tudi ko smo tekmo izgubili proti Mariboru, mi smo šli proti Radomlju, mi bomo to zmagali. Nekako nam je to dal trener, zdaj v tem letu pa pol, ko smo skupaj. Pa rečemo, ko se zgodi poraz, kaj ti narediš, da greš čim hitreje preko njega, te to v bistvu motivira, da še več stvari pogledaš, pa še več stvari narediš, tako si rekel, potem, ko ni bila direkt prva liga, ampak je bilo treba iti čez kvalifikacije, pa te zmage potem malo tako v bistvu polenijo, da rečem, da uživaš v zmagah in pozabiš mogoče kdaj kaj narediti. To me zdaj zanima, ker to ni problem, ne vem, tebe kot Gašperja Jovana, to je problem onih največjih zvezd, ki igrajo, ko dostikrat rečejo, rabo sem, ne vem, 3-krat zgubiti neko pomembno tekmo, zato da sem se naučil, da tudi takrat, ko zmaguješ, da ne odnehaš, se pravi, da ustrajaš v procesu, ki te žene še korak naprej, pa še korak naprej. Ja, mislim, nekako, ko zmaguješ, ti ne smejo dejansko krila zrastiti. Nekako, ne vem, po porazu, tudi če je slaba tekma, tako sem rekel, pregledam to sebe, kaj sem slabo delal, kaj bi lahko boljš, nekako čim prej probaš pozabiti ta poraz, greš v nov teden, nova tekma pride, čim prej da pozabiš na to. Okay. Ni to, veš, če zdaj moram razmišljati, mislim, da je bila to ženska nogometna ameriška ekipa, da so imele v garderobi noter, kako se pravi, izgubile so finale svetovnega prvenstva, pa so dali pa sliko unih, ko so zmagale, vse po garderobo, da so
dan gledale, kako se eni drugih so se veselili, ne sami. Ne. Zato sprašujem, ne. Kje iščeš ti motivacijo tudi za to, da greš korak naprej, spravi, da bi bil boljši, ker na koncu tekmujemo, da boš boljši od nekoga drugega. Ne. Te to tudi kaj motivira? Te kdaj ta zunanji faktor tudi motivira? Pa, tak, ne vem, no. Nekako, ko zgubim, jezen si, naslednjo tekmo hoče zmagati. Ne? Pač, to je pri meni, kar je. To je to. To je to, mislim. Vsak teden hoče zmagati, ko zgubiš, pregledaš, se pogovoriš to, kar ni bilo, ne? Vse skupaj daš in greš naslednji teden zmagati. No. Koliko prevzameš breme na sebe ob zmagah in porazih? Koliko imaš ta občutek, da si ti kriv, pa da so, ne vem, drugi krivi? Koliko to deliš? Konc koncev, mislim, jaz gledam, smo ekipa. No? Mi zmagamo skupaj, pa zgubimo skupaj. Ni tu posameznikov. Ne? Na koncu dobra ekipa naredi dobre posameznike. Ne? Sam ne moreš dejansko nič narediti. Ok. Če gledamo zdaj tako malo v naprej, ali pa v ta proces, bom še tako rekel, ko ga še vedno delaš, koliko se ti obremenjuješ, tudi rečemo, GPS-i so zdaj standardni, ne, statistiko, isto imate, ne. Prvo, koliko si ti deležen teh podatkov, koliko vam jih sploh podajo, koliko tebe zanimajo ti podatki, ne. Pa daj povej mi, koliko imaš ti top speed zmerjen največ za enkrat. Za enkrat, ne vem, pol 34 pa še nekaj, mislim, da. Okay. Ne, bilo top. Mislim, tako po tekmi nam lahko pošlejo, ne. A dobivate redno? Po vsaki tekmi dobivaš statistiko? Tisko želi, no. Drugače si, ne vem, ko imamo regeneracijo, ne vem, pride pa pokaže, si pogledaš, če pa hočeš, pa ni problema, da dobiš, no. Da si sam pogledaš, da če te zanima. Pa tebe zanima? Pa sigurno me vsako tekmo zanima. Okay. Kakje imaš, daj nam malo razloži, kakje imaš parametre? Na tekmo, ne vem, zdaj zadnje 3 tekme po 12-13 km, mislim, da. Se pravi, tu vmes? Koliko imaš high intensity? To ne vem. Kilometr pa pol? Ja, nekako. Prehajaš tu gor, čez Jurja? To čisto odvisno novo tekme. Nekaj tekme vem, da sem šel čez, nekaj tekme manj. Ampak tu okrog si? Tu nekje se pravi, tvoja tekaška statistika je, lahko rečemo, v zgornjem delu lige. Ne? Mislim. Pa vseeno razmišljaš, da še rabiš nadgraditi svojo, spravi, to kondicijsko pripravo v celoti? Pa ja, no, mislim, še več hočem vsako tekmo, no. Še hočem več na sebi narediti, da bom lahko še več šel v napad. Nekako, če si, nikoli nisi dosti pripravljen, no. Rad bi bil čim bolj, da lahko čim več narediš. Pa kje v bistvu je zdaj tvoj target, kje je tvoj cilj? Kaj bi rad direkt izboljšal? Je to zdaj, ne vem, moč za duel, a je to prvih 10 metrov, a je to, a veš, kaj te sprašujem? Ja. Ker na koncu ne moramo vsega narediti naenkrat, mora biti neka postopnost, neko zaporedje. Ne? Kam se boš prvo usmeril? Najbolj v to, po moje, moč za duelno. Tu se mi zdi, da imam največ prostora za nek napredek. Se z močjo načeloma pol tudi še nekaj hitrosti, sploh prvih 5 metrov ali pa prvih 5 korakov se bo fejs poznal. Ne? Ja. A ti zdaj že čutiš razliko, odkar si v fitnessu? Odkar sem prišel iz Velenja sam na sebi opazim veliko razliko. Koliko sem dejansko jaz tu napredoval tekaško, tudi tehnične, mislim, taktična disciplina. Res napredoval v vsem tem, no, tekalno. Meni je zanimiva ena zadeva. Zdaj, če gledam jaz našo ligo napram, prvih 5 lig je tekaško, predvsem v high intensity je velika razlika. Pravi, kar se tiče same količine teka, ni tu več razlike. Gre se samo za to, koliko lahko mi v tem šprintu še delujemo. Da bomo mi prehajali, ne vem, na kilometr pa pol, da ne bomo na 800 metrih, recimo. Mi je pa zanimivo, da največja razlika je še vedno v hitrosti poti žoge, kar pomeni, koliko hiter potuje med igralci ta žoga. Kar pomeni, moč podaje pa hitrost sprejema, da boš lahko naslednjo žogo odigral. Koliko pa ti tu razmišljaš, rečemo, a ti delaš kaj, razmišljaš kaj dodatno, ker spet sem vrnil na Jona, ne, Jon je rekel, gor imajo on box, ne,
leti žoga ven 100 km/h, pa jo mora on pokontrolirati, pa se mu luč prežge, v kjer gol mora jo dati, pa čim hitreje zadeti tja noter. Ne. Zdaj mi tega nimamo, lahko pa verjetno vsem nekog treniraš v tem smislu. A ti razmišljaš, a priješ na trening prej ali po treningu, a tukaj razmišljaš, da bi naredil nek napredek? Nekako mislim, zmerja prostor za nek napredek v tem. Sigurno, ne vem, med sezono je še dobro, da malo ponoviš, malo tehniko, ne vem. Najlažja stvar je, da najdeš en zid, pa tam treniraš. Ne? Pa delaš ti to? Pa tu pa tam grem na igrišče, pa kaj naredim za sebe. No, velikrat. Zdaj sem ti toliko vprašanj že postavil, ne, a delaš to. Začel razmišljati, kje bi lahko kaj naredil. Ja, sigurno, mislim. Vse tudi sam pri sebi vem, da je še veliko stvari, ko jih lahko delam boljš, pa tudi veliko stvari, da bi lahko začel delati počasi v tej smeri. Pa, če bi si vrstni red naredil, ali pa o tem, kaj smo se zdaj pogovarjali, kaj bi ti rekel, da bi vzel, pa kaj bi rekel prvo, da ne bi vzel? Se pravi, če govorimo, ne vem, avtogeni trening, ja, ne. Pa nekako ja, ampak tako počasi. Se pravi, kondicija smo rekla, ja, psiholog, ne. Zakaj ne? Ne vem. Ne. Nekako imam svoje razmišljanje. V velik klub, če boš prišel, te noben ne bo vprašal, boš mogel delati z njim. S tem smo pa že potrpel. Ok. Video analitik individualen, bi ga imel? Ja, sigurno. To bi imel. Kaj še imamo? Se pravi, nekega varianta health coacha, se pravi, tiske skrbi za tebe, za prehrano in vse ostalo. No, to sigurno bi šel v to smer. Tudi pravi, kak bi pa zdaj bil vrstni red, glede na to, da več ali manj, se pravi, tebe zanimajo. Rečemo, kaj pa coach za dodatno, da izpolniš svoje tehnično znanje? Pa to bi tudi nekako, ne bi nekot, da bi skozi to, ampak nekot, ko bi se počutil, da nekaj potrebujem. No. Ok, se to načeloma boš ti nalagal, zdaj smo rekli za prime time, za 27 leto, ne? Jaz bi rad šel, no. Korak po koraku grem, pa da vidim, kako se bojo stvari, ne rad planiram neke stvari naprej. Da bom zdaj rekel, ne vem, sigurno bi rad čim del igral, no, pa se s tem ukvarjal, koliko bo le možno. No. Ampak zdaj, da jaz rečem, ne vem, rad bi igral do 39, iskreno zelo ne vem, a bom lahko ali ne bom. Jaz grem dan za dnem grem. No. Ok. Kak bi ti zdaj vključeval te strokovnjake zunanje, tvoj tim? Dodatnih, ko smo rekli, ne? Kak bi jih po vrsti vključeval? Se pravi, kondicijski ti je verjetno en prvih v planu. To bi ja prvo, gledajte, neke moči, da pridobim to na duel igri. No. Zdaj z njim boš verjetno pojel naslednji, ti bo takoj nutricionist, zato ko če ne boš dosti filal, boš pogorel, ja. Boš isto skuro vse. Ja. Se pravi, kaj pa pol naprej? Pol naprej bi pa po moje vzel video analitika. Nekako, da še bolj nekako taktično napredujem. No. Nekako se mi zdi, da moraš dati velik poudarek na to, no, če hočeš biti nekje višji. Zdaj, ko smo se pogovarjali o Jonu, kaj bi ti dan spremenil v svojem dnevnem ritmu, če bi te zdaj sprovociral? Kaj bi prva stvar bila, ko bi jo želel spremeniti? V svojem dnevnem ritmu? Ja. Nekako... Ali se ti zdi, da je dosti dober, da ne rabiš? Pa ne, ni to, ampak ne vem, še ne bi začel. Ne vem, nekako še nek dodatni trening bi uveljavil noter. Neke določene dni. Tisto začetek tedna, mogoče tam neka moč. Zdaj, se pravi, meni je zanimivo, ne, da vsi tisti, ne vem, Roman Bezjak, smo imeli isto, jaz sem imel zelo veliko problemov z njim v fitnessu in tako naprej, ne. Pol, ko je pa začel fitness delati, ter ga pol ni z mano delal, ampak je imel svojega drugega trenerja, se je pa toliko navadil, da še takrat, ko mu niso dovolili fitness hoditi, se je skrival za to, da je naredil, ker je on mogel pred tekmo je vedno delal aktivacijo z velikimi kilami, ker drugače ni mogel tekme igrati, recimo, kot primer. Mi je zelo zanimivo, ko dodajaš stvari, pa ko prije neka dodatna rutina in tako naprej, ugotoviš, da če hočeš nivo več, boš mogel pač narediti še nekaj več, ker oni vsi tam na nivoju več delajo tudi nekaj več, zato te malo tako provocira. Jaz na koncu te poznam, pa vem, da imaš potencial, ampak včasih je treba več zadevo poriniti, je pa zelo veliko takih igralcev, ko si ti, ko
rečemo, bomo videli dan po dan, ne sam dan po dan, bo pol 3 leta mim, ne, pa začneš delati tisto, kar si prej rekel, ne. Zdaj, če bi jaz takrat vedel, če bi zdaj vedel, kaj sem jaz bil pri 17, rečemo, bi mogoče ene stvari naprej delal, ne. Zato si ti razmišljal, da bi ne vem, bi si najdel nekoga ali pa poiskal nekoga, ki bi ti lahko svetoval, Gašper, zdaj je bilo pa dobro, da uvedeš to, zdaj je bilo pa dobro, da uvedeš nekaj drugega. Pa ja, vse sem že razmišljal o teh stvarih, ampak nisem se še najbolj, rekel, da bi šel 100% v to. Počasi je edino kar, da sem enkrat, ko sem bil še pri Velenju, da sem z Nacetu Janežiču, takrat sem nekako edino pri njemu še dodatno delo. Smo dala velik poudarek na to, kako izkoristiti, da nekako ne bi jaz trošil energije po nepotrebnem. Znotraj tekme govoriš? Znotraj tekme, okay. Oziroma neke mišice aktivirati, pa glede na to, da dejansko lahko porabiš manj moči, če nekatere mišice pravilno uporabljaš. To je bilo nekako do zdaj, kar sem najbolj, da sem delal, pa moram reči, da je nekako pomagal. Ampak si upustil? Ja. Zakaj pa? Pa ne vem, nekako neke določene stvari, mislim, so se zamenjale, sem prišel sem, ampak pač nekako probal sem to in pač zadeva mi je bila ok, nekako mi je še nekaj ostalo od tega. Ok. Se pravi, mi da sem zdaj pogovarjala o vseh teh pripravah, kaj bi, kaj ne bi, malo te provociral, ne, kaj bi mogoče lahko, ne. Pa dajmo še eno stvar tako narediti. Glede na to, da jaz upam, da vse več bo tudi nekih mladih igralcev malo poslušali, zato da bojo dobili izkušnje od starejših kolegov, ne. Kaj bi ti, da si zdaj srečal svojega, se pravi, mlajšega Gašperja izpred, ko je bil star v 15, v 16, kaj bi mu zdaj ti svetoval, kaj naj počne? Da vsak trening naj da svoj maksimum, pa na tekmi, pa ne vem, konc koncev, da ne obupa, da pač tudi, če ne gre vse po planu, da nekako naj to pretrpi, pa gre naprej, pa pač to, naj ima malo več v fitnessu, pa tega da, malo več dela na samega se. Ok, še kaj drugega, rečemo, se ti zdi karkoli, da se trudi, je meni to zelo tako površno, ali pa ne gre še malo več v fitness, je tudi meni zelo površno, ne. Kaj bi ti bolj konkretno, da bi mu rekel, kaj ne naredi, da bo, kar si ti zdaj ugotovil, rečemo, da bi lahko takrat, kaj je to bolj konkretno, no? Pa nekako več dal na neko regeneracijo, na neko preventivo, pa nekako bolj na to moč, eksplozivnost nekako, da bi več bilo v duel igri, no, več moči, nekako, da nekako pridobiš neko mišično maso. Da bi bil pol tudi prehod v člane? Bi bil lažji. Bi bil lažji? Nekako, ja. Tebi bi bilo zagotovo, ne? Ja, sigurno. Ok. Kaj pa pomeni, rečemo, to ustrajanje, ne? Kakor sem jaz pač razumel, ne? Pa tudi kakor jaz, tako se pravim, zelo težko en najstnik sam to prebrodi, ne? Pač jaz odkrito povem, tudi jaz sem imel zelo podobno situacijo, ne? Konflikt s trenerjem, ampak meni ni prišel oče, pa mi je rekel, ne vem, da Igor, zdrž, bomo poiskali, ne vem, bomo iskali neke nove variante. Ti si imel to, kaj ne narediti, kaj bi ti rekel enemu takmu, ko nima? Se pravi, kaj bi rekel meni, ko sem bil 15-16 let star? No, ne vem, tek iskreno, kar jaz mislim, da prvo moraš sam pri sebi, nekako, da če ti drugi govorijo, pa če si ti pusti me, ne bom o tem razmišljal, nekako moraš sam pri sebi začeti, no. Ker če ne boš sam pri sebi začel, ti lahko, ne vem, 100 ljudi govori eno stvar, pa če ne boš sam pri sebi imel to, ne boš naredil. Kje se ti želiš izobraževati, ko govorimo za to, sam sebe nadgradil v, ne vem, naslednjih 2-3 letih? Pa nekako v to več poudarka na ta fitness, kaj bi dejansko meni pomagalo, pa nekako dejansko na to prehrano pa vseeno, pa na analizo.
Pa to zdaj mene tudi ta del zanima. A tebe, ko ti da en trener trening, da narediš toliko pa toliko serij, toliko pa toliko ponovitev s takom pa takom procentom teže, glede na to, kar ste prej izmerili. A tebe zanima, kakšna bo potem reakcija po tem treningu, a je tebi dovolj sam, da ti da trening? Pa ne, pač mislim, nekako me zanima, no, kako bo. Aha, se pravi, te že zanima, a to pomeni, da bo zdaj takoj, ne vem, povečana moč, a bo s tem nadraženo živčevje, a bo s tem nekaj drugega? Pa ja, nekako pol sam pri sebi vidiš, no, kako se v določeni situaciji, kako se ti telo, ne vem, kak ti paše, pa kaj ti ne, no. Prele, ko smo imeli malo ugasnjene kamere, smo se pogovarjali, ker sem gledal te quarterbackse, se pravi, gre se za na Netflixu serija o 3 quarterbackih NFL lige in pač se spremlja, kako oni se pripravljajo na tekme. Se pravi, te tedenski ciklusi, kako trenirajo, kaj delajo sami, kaj delajo z ekipo, kakva je komunikacija s trenerji, z drugimi igralci in tako naprej. In ugotavljaš, da oni če rečem 5-6 ur na dan je premalo, da so oni razmišljajo o igri, se pravi o tem, kako bojo skrbeli. Eni imajo svojega kuharja, drugi imajo kondicijskega, tretji psihologe, četrti to, kar vse smo se zdaj pogovarjali, ker pač se veliko potuje in potrebujejo tudi še dodatni stav. Ampak na koncu eno so rutine, drugo je pa, da on razume, se pravi, ko naredi en trening, on razume, kaj ta trening pomeni. Ko on zriše neko akcijo, si jo zriše on doma in gre, če mu nekaj ni všeč ali pa če vidi neko rešitev, gre naslednji dan do trenerja, pa z njim diskutira, kaj bi lahko, pa kaj ne bi mogli. Rečemo, me je zelo, ne da me je presenetilo, glede na to, da vem, da v Ameriki imajo prav ti, ki igrajo na koledžu ameriški nogomet, en predmet imajo manj, zaradi tega, ker toliko veliko študirajo tega. Pa me zanima, zakaj pri nas ti misliš, da je to še vedno nek tak tabu, da bi se igralci več posvetili, rečemo, svojemu lastnemu razvoju? Pa ne vem, iskreno se mi zdi, da so te države nekako bolj pred nami, bolj razvite, ne vem, nekako je premalo poudarka, ne vem, tudi zdaj, ko je več interneta, pa več teh posnetkov, mogoče se začne, mogoče se je začelo včasih, ampak mora dejansko biti nek preskok mora biti, moramo... Kako bi ti gledal, da ti trener da analizo nasprotnika, da narediš pa da pripraviš za ekipo? Ne vem pa, kaj bi naredil. Nekaj bi probal. Bi ti bilo čudno ali bi sprejel? Pa dejansko bi sprejel, nekaj novega bi se naučil, Bi ti bilo zanimivo? Pa sigurno. Mislim, tudi sam bi pol neke stvari videl, nekaj novega bi se naučil, Se pravi, bi bilo to mogoče dobro, da bi trenerji začeli tudi delati pri nas? Mogoče, da probajo, pa da vidijo vsakega posameznika, kako je to. Po mojem enim ne bi bilo zanimivo, drugim bi bilo. Ker v eni od oddaj, ko smo se pogovarjali, je trener Maribora Krznar rekel, da če bi gledal tako, da imamo dve ekipe, ena je brez trenerja, se pravi, so igralci svoji trenerji, pa ena ima trenerja, je v prvih 6, to je bila raziskava narejena, v prvih 6 mesecih je bila ekipa s trenerjem boljša, pa ne več. In zato sprašujem, ker se mi zdi, da ti igralci, da smo krivi zelo veliko mi trenerji, ko delamo z vami, ko ste v mlajših kategorijah, da se vam premalo zaupa mogoče, da bi več odgovornosti prevzeli. Vse govorim, sam, da bi več odgovornosti prevzeli v smislu rešitev ali pa načina igre ali pa česa od tega. Kako pa ti misliš, ko gledaš zdaj za nazaj? Ste bili preveč ukalupljeni z naše strani, a bi vam mogli dati več svobode ali ste imeli mogoče celo preveč svobode? Pa mislim, da nekako smo imeli mogoče nekako preveč svobode, pa ne v tem smislu, ampak ne vem, nekako je bilo premalo poudarka na vse tem, da bi nam, tako ste rekli, več zaupali, da bi več riskirali. Se pravi, da bi vam več nalog naredili, da jih vi izpolnjujete? Pa točno to, pač, tudi na igrišču ali pa izven, to bi po mojem mnenju pač bi pomagalo. Se pravi, da je zdaj z naslednjo ekipo, da reče enkrat na teden, da mora igralec narediti trening? Skovo ne.
da vidimo, kaj bo iz tega vam prišlo. To je več možnih scenarijev. Kako igralno situacijo, da jo pripravi, pa da jo bomo pimplali. Ja, večino bo se po mojem sam igralo, če bi pripravljali igralci. To je tudi res, ampak po mojem, če daš ciljno, da pripravijo nek zaključek napada, kako bi bilo gibanje igralcev in vsega ostalega, po mojem bi bilo dosti zanimivo. Pač gre se za to, da jaz osebno, ko gledam, igralci morate biti zelo zraven sodelovati, če hočemo, da ekipa pač napreduje ali pa če hočemo pač igrati vsako leto nek boljši fuzbal. Dej mi reče sam čistko na koncu, zdaj glede na to, da kaj bi enemu mlademu Gašparju predlagal, smo že rekli, to načeloma velja za tebe, ko si bil mlad, pa verjetno tudi za igralce, ki danes igrajo. Kaj bi pa rekel, rečemo, za starše, ki si jih ti gledal ob tribunah, kot tismo, ko si bil mlad, kako si to doživljal, pa kaj bi njim zdaj rekel? Pa nekako... Ne govorim samo za tvoje starše, govorim za vse ostale tudi. Nekako naj se ne preveč vmešavajo v delo trenerja, pa otrok tam, še zmeraj konc koncev igra. Pa nekako, če rabi pomoč, da ga spodbujajo temu, da ni prevelike kritike, že v mladih letih, pa da se naj ne vključujete, ko se določeni starši preveč v nogomet, tako bi rekel. Kaj to pomeni preveč? Ne vem, da se vmešavajo med trenerja pa igralca, zakaj moj sin ne igra, zakaj to ne, nekako tak. Se tebi zdi, da ti je pomagal, da nisi igral določene stvari? Pa nekako ja. Se zdaj lažje usedeš na klop, če se moraš? Tis ne. Ne? Ne. Ti ni, rečemo to, da naredi trener neko rotacijo, ti to te boli? Čist odvisno, kako imamo mi prej komunikacijo, ne vem. Lani je tudi prišel en del sezone, imeli smo pokal tekma, pol naprej pokal isto tekma in nekako sem odigral prvi polcajt, pa pol sem šel ven, ampak sem vedel, zakaj sem šel ven, da me spočije malo rotacija. Pa tudi, da se ne poškoduješ, pa še kaj drugega. Tudi to je, nekako, kaj bi rekel, nekako, ko sem bil mlajši, ko sem se usedel na klopa, sem nekako bil, zakaj sem pa jaz na klopi, jaz bi si zaslužil igrati, nekako vse mi je dal padlo, Če bi me pa zdaj dal na klop, pa verjamem, da bi naslednji teden še toliko bolj dal več od sebe, ko bi bil jezen. Moje osebno mnenje je to, da vsak igralec mora doživeti klop. Ene 2-3 tekme obvezno, ne glede na to, kakva je kvaliteta, zato da občuti tudi ta del. Ker pa se dostikrat se zgodi, da ko prehajaš iz mlajših v starejše kategorije, sploh rečemo v člane, se ti hitro zgodi, da si se usedel in potem ne znaš odreagirati. Se pravi, da ti znaš tudi to žalovanje in jezo in vse to že v mlajših kategorijah malo predelati, normalno ob pomoči staršev pa trenerjev, zato da še narediš lahko kak korak naprej. Smo kaj pozabljati, tako da bi ti rekel, da bi bilo nujno, da bi mogla se pogovoriti ali pa da bi mogla sporočiti igralcem, trenerjem, publiki, komorkoli. Nekako mislim, da smo dosti obdelali, sigurno bi se kaj najdlo. Ne vem, kaj bi rekel. Imaš malo polno glavo od mene. Zdaj si se vrnil na kadete nazaj. Malo spomina nazaj. Okay. Ful ti hvala, da si vzel čas. Jaz ti želim, da boš zdrav, da boš lahko treniral, da boš imel dobro sezono, pa da greš korak po korak, da si iščeš ljudi okrog sebe, ki ti bojo pomagali, da boš še boljši. Tako da pa, ko boš nivo više ali pa, ne vem, ob neki drugi priliki, da nam spet priješ, pa da nam malo podeliš svoje novo znanje. Sigurno, z veseljem, pa hvala, ko ste me imeli to. Še kdaj, okej. Vi pa veste, kje nas najdete, kje nas sledite, kliknite YouTube, Facebook, sledenje, pa se vidimo kmalu z novimi gosti. Adijo.